Tretja točka, rok dobave. Tukaj bi rad ločil dva pojma. Eno je rok pričetka del, drugo je pa rok zaključka del, ki se običajno v začetnih pogovorih pomešata. In sicer projekt pri gradbincu, pri obrtniku se lahko začne dokaj hiter, ker so osnovni materiali vedno na zalogi, gradnja se lahko prične hiter, potem pa je trajanje gradnje predvsem odvisno od, se pravi, vremena. Če imamo nesrečo, pa da je dež, se lahko ta stvar majčkeno zamakne. Odvisno je od terminskega usklajevanja podizvajalcev. Vsi vemo, da so razni izvajalci, ne vem, električar, knaufar in tako naprej, izvajalci za okna trenutno zelo zasedeni in lahko tudi tukaj prihaja do zamikov in eden izvajalec ne more prej začeti, dokler ta drug ni svojega dela opravil. In je lahko v bistvu na lokaciji gradbišče tudi do eno leto, preden se vsi detajli sfiniširajo. Kubi hiša je modularna, kar pomeni, da se dela v naši proizvodnji. Se pravi, dokler ni hiša v celoti končana ali pa na 95% končana, ne zapusti naše delavnice. To pomeni, da se dela v nadzorovanem okolju, se pravi, pri roki so vsa orodja, vsi postopki, če se le da, so standardizirani, zaposleni so usposobljeni, so v bistvu okolju, ki jim omogoča, da imajo zraven vse, kar rabijo, ne samo orodja, tudi, ne vem, razne distančnike, razne načrte, zraven imajo računalnik, kjer se stalno bere kosovnica, kjer se stalno pregledujejo detajli. To so stvari, ki jih pač na terenu ni možno imeti. In ker več kot polovico del pri izolirani kubi hiši naredimo sami, lahko tudi postopek poteka brez zapletov, ker gre hiša v proizvodno linijo šele takrat, ko imamo v skladišču vse potrebne sestavne dele. In takrat, ko hiša pride v linijo, je zelo malo možnosti, da se pozabijo detajli, je zelo malo možnosti, da se kaj naredi drugače, seveda pride do specifike, tudi mi smo ljudje, a ne, nočem zagovarjati popolnosti, ampak je pa možnost za nastanek nepredvidenih stvari bistveno manjši in na lokacijo pridemo z že narejeno hišo in če ni posebnosti, je objekt v enem dnevu na terenu končan. Torej tudi vi kot stranka, kot investitor ne rabite na terenu recimo spremljati gradnje en teden ali pa 2 tedna, ne rabite iz službe hoditi recimo v dopoldanskem času na sestanke, na dogovore. Ta stvar, tako kot sem rekel, lahko traja tudi do 1 leta, lahko je mučno. Vsi tisti, ki ste v kratkem zgradili mogoče vašo stanovanjsko hišo, veste, kako to poteka, veste, da je to stvar, ki zahteva veliko odrekanja. V primeru kubi hiše pa je vaša naloga, da se odrečete recimo enem dopoldnevu, toliko, da nas sprejmete takrat, ko hišo v celoti končano pripeljamo.